kaj na faksu? Aha, super, si karti poznala. Zaradi vikenda. Mi bi prvi smeli tako eno malo fešt. Varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi je najpomembnejša naloga slovenskih policistov. Halo, policija? V državi, ki meri dobrih 20.000 kvadratnih kilometrov, so ljudem v stiski na voljo policisti regijskih operativno-komunikacijskih centrov 8 policijskih uprav. Gata 310, Gata 311. Poslušam. Policisti na intervencijski številki policije 113 v letu dni sprejmejo več kot 500.000 klicev. Intervencijskih dogodkov, torej takšnih, ki zahtevajo prihod policije na kraj dogodka, je letno več kot 190.000. V nujnih intervencijskih primerih, ki jih je v letu dni več kot 10.000, pa se policisti v povprečju odzovejo v približno 12 minutah. Slovenska policija je tesno vpeta v delovanje lokalne skupnosti in se tako učinkovito odziva na vse varnostne izzive. Med pomembnejšimi je gotovo prometna varnost, ki se je sistematičnim in usklajenim načinom, novimi oblikami nadzora in dela policistov v zadnjih letih močno izboljšala. Če so prometne nesreče še pred dobrim desetletjem, leta 2000, zahtevale 313 življenj, jih danes približno dvakrat manj. Prometna policija se pri prizadevanjih za večjo prometno varnost odziva sodobno in prilagojeno posameznim problemom. Prometni policisti sodelujejo z drugimi državnimi organi in civilno družbo. Zaradi zagotavljanja prometne varnosti je nadzor usmerjen na cestne odseke, na katerih so pogosto prometne nesreče in udeležence, ki so najpogostejši kršilci ali žrtve prometnih nesreč. Pri nadzoru prometa je policistom v veliko pomoč tudi primerna oprema. Vedno pogosteje uporabljajo tehnična sredstva in naprave, ki lahko do neke mere nadomestijo klasični nadzor policije, denimo videonadzorni sistem ProVidar 2000, stacionarni radarji, naprave za nadzor digitalnih tahografov in tehnice. Policijska dejavnost je pomembna podstat za vse druge institucije pravne države, svobode in varnosti. Da bi zagotovili osebno varnost, moramo ohraniti visoko raven pravne varnosti in krepiti pravno državo, kar je močno povezano s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj ter prekrškov. Kriminalistična policija je vzpostavljena na državni, regionalni in lokalni ravni. Notranje je organizirana za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje splošnega, gospodarskega kriminala in korupcije ter organiziranega kriminala. Policisti letno vložijo kazenske ovadbe za več kot 88.700 kaznivih dejanj, ki jih preiščejo v več kot 49%, medtem ko so pri preiskavah kaznivih dejanj ubojev in umorov že nekaj let 100%. Od začetka leta 2010 deluje tudi Nacionalni preiskovalni urad, ustanovljen za učinkovitejše odkrivanje in pregon najhujših oblik gospodarskega kriminala, korupcije ter drugih težjih oblik kriminala. Danes si kriminalistično preiskavo težko predstavljamo brez uporabe sodobnih kriminalistično-tehničnih pripomočkov in sredstev.
materialne sledi nastale pri kaznivih dejanjih ali prekrških preiskuje Nacionalni forenzični laboratorij. Forenzični strokovnjaki pri preiskavah uporabljajo več kot 100 različnih metod z področja bioloških, kemijskih, fizikalnih in daktiloskopskih preiskav ter preiskav dokumentov, rokopisov, denarja, fotografij in videoposnetkov. Letno Nacionalni forenzični laboratorij opravi forenzične preiskave v približno 10 000 zadevah in je edini pooblaščeni laboratorij v Sloveniji za forenzične preiskave. Zahtevnejše varnostne naloge, za katere se zahteva najvišja stopnja psihofizične pripravljenosti in izurjenosti, s prilagojeno taktiko delovanja in sodobno opremljenostjo razrešuje specialna enota. V letu 2011 so njeni pripadniki v sodelovanju z drugimi policijskimi enotami izvedli 54 akcij, med katerimi je morala 7-krat nujno posredovati. Sodelovala je pri varovanju varovanih oseb, zaščitenih prič ter prevozov denarnih pošiljk in nevarnega tovora, pri prijetih oseb, osumljenih proizvodnje in prodaje prepovedanih drog, ropov, ogrožanja varnosti in izsiljevanja, v hišnih preiskavah pri iskanju pogrešenih oseb, pregledih sumljivih predmetov in deaktiviranju eksplozivnih naprav ter preiskovanju eksplozij. Nadzor nad lastnimi mejami je eno ključnih meril, po katerih presojamo suverenost države. Slovenski policisti nadzirajo 62 mejnih prehodov različnih kategorij, čez katere potuje letno okoli 50 milijonov potnikov. Mejo, dolgo 1382 km, skušajo nekateri prestopiti tudi na nedovoljen način. Samo v letu 2011 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 891 nezakonitih prehodov državne meje. Z vstopom v Evropsko unijo 1. maja leta 2004 je Republika Slovenija prevzela vse obveznosti članstva, med katerimi je bila tudi vzpostavitev ustrezne šengenske ureditve. Naloge neposrednega nadzora državne meje na zunanji meji Evropske unije in izravnalne ukrepe na notranjih šengenskih mejah, ki zahtevajo posebno izurjenost, usposobljenost in opremljenost, je prevzela leta 2002 ustanovljena specializirana enota za nadzor državne meje. Njene naloge so poostreni, vnaprej načrtovani ciljni nadzori državne meje, odkrivanje čezmejnega kriminala, zlasti nezakonitih migrantov in vodnikov, tihotapstva mamil, orožja, streljiva in ukradenih vozil ter uporabe ponarejenih tujih listin. Tujci, ki na slovenskih tleh prebivajo nezakonito in ne morejo takoj zapustiti naše države, so nastanjeni v centru za tujce. Policisti tujcev nikdar prisilno ne vračajo v države, v katerih bi bilo ogroženo njihovo življenje ali svoboda zaradi rasnih, verskih, narodnostnih ali drugih pripadnosti ter političnega prepričanja, ali v države, v katerih bi bili lahko mučeni ali bi z njimi nečloveško ali ponižujoče ravnali, saj slovenska zakonodaja to izrecno prepoveduje. Policisti skrbijo za varnost tudi na območju 3 letališč in na vlakih. 43 km obale in 300 kvadratnih kilometrov teritorialnega morja pa je skrb pomorske policije in mejne enote, ki nadzira 2 mednarodna mejna prehoda za pomorski promet. Pri upravljanju drugih policijskih nalog so nepogrešljive tudi službene živali. Še posebej dolgo tradicijo ima konjeniška policija, saj uporaba konj v slovenski policiji sega v leto 1920. Zaradi prednosti, ki jih ima konj, lahko policisti klasične policijske naloge opravljajo tudi na območjih, na katerih jih sicer ne bi mogli, na primer ob meji s Hrvaško. V slovenski policiji šolamo tudi pse za splošno ali specialistično uporabo, denimo odkrivanje mamil in razstreljiva. Med najštevilčnejšimi 4-nožnimi pomočniki so belgijski ovčarji, ki so primerni za večino policijskih nalog. S svojimi 6 helikopterji in 23 piloti slovenska policija del svojih nalog opravlja tudi iz zraka. Letalska policijska enota upravlja predvsem 3 vrste nalog.
Najpogostejše so policijske, denimo nadzor in urejanje cestnega prometa, nadzor nad državno mejo, sodelovanje pri policijskih akcijah pri odkrivanju storilcev kaznivih dejanj, pa tudi sodelovanje pri različnih usposabljanjih. Ob humanitarnih dejavnostih, kot so prevoz dojenčkov v inkubatorjih in težje poškodovanih oziroma obolelih v bolnišnice, sodelovanje pri različnih akcijah, reševanje v gorah in pomoč ob naravnih nesrečah, pa opravljajo tudi komercialne naloge. Slovenska policija kot nosilka državne varnosti zagotavlja visoko stopnjo notranje varnosti vsem prebivalcem Republike Slovenije. Kadar je za vzdrževanje in vzpostavljanje javnega reda in miru potrebno usklajeno delovanje večjega števila usposobljenih policistov, denimo pri varovanju javnih prireditev in shodov, na katerih bi lahko bili večji izgredi, na pomoč priskoči posebna policijska enota. Sestavljajo jo policisti policijskih postaj, ki se še posebej usposabljajo za delo v takih razmerah. Delujejo na sklic, kar pomeni, da se zberejo le, kadar opravljajo navedene naloge. Del posebne policijske enote je tudi gorska enota, ki opravlja naloge v posebnih okoliščinah gorskega sveta Slovenije. Med 5 osnovnih delovnih področij slovenske policije prištevamo še varovanje oseb in objektov, ki ga opravljajo policisti, specialisti, varnostniki. Pripadniki Centra za varnost in zaščito so opravili številne naloge, na primer varovanje obiska papeža Janeza Pavla II., srečanja ameriškega in ruskega predsednika, predsednikov vlad držav članic, srečanje tujih državnikov med predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije in ob obisku kraljice Elizabete II. Slovenska policija je sodobna in po evropskih merilih oblikovana policijska organizacija, ki je sposobna učinkovito odgovoriti na izzive sodobnega življenja in zagotoviti visoko stopnjo varnosti. Da ohranja varnost kot prepoznavno značilnost Slovenije, potrjujejo tudi prejeta priznanja in opravljene raziskave. Leta 2011 je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD predstavila indeks, oblikovan na podlagi serije kazalnikov družbenega napredka. Najvišjo oceno je dosegla prav pri vprašanju varnosti v naši družbi. Istega leta je predsednik Republike Slovenije policijo odlikoval z zlatim redom za zasluge za izjemen prispevek k varnosti državljanov. Kar je le še pokazatelj več, da je vizija slovenske policije zastavljena v pravo smer.